Ko včasih se ti zdi, da vse čudno je, želiš si, da lahko bi spremenil svet, vendar potrebno ni, da si filozof. Okrog sebe se ozri zaprtimi očmi. Življenje je lepo, če ga živiš tako, kot ponuja se samo, in ne da ti ga spremeniš. Življenje je lepo, če ga živiš tako, kot ponuja se samo, in ne da drugega želiš. Ko včasih se ti zdi, da vse čudno je, želiš si, da lahko bi spremenil svet, vendar potrebno ni, da si filozof. Okrog sebe se ozri zaprtimi očmi. Življenje je lepo, če ga živiš tako, kot ponuja se samo, in ne da ti ga spremeniš. Življenje je lepo, če ga živiš tako, kot ponuja se samo, in ne da drugega želiš. Trije korenjaki, trije veseli vandrovčki. So torbico vzeli in prvič v šolo šli. So v zvezke pisali velike črke A, E, I, na prste kazali, da 1 in 2 je 3. Se še spomnite? Skoraj da sem prepričan, da ste se prav vsi te pesmi naučili pred natanko 9 leti, ko ste prvič prestopili šolski prag. Majhni, nadobudni, nekateri že s prepihom v ustih, kako da ne, ko pa je zobna miška takrat že hodila naokoli in pod blazino nastavljala denar za izgubljene zobe. In tista rumena rutica, ki ste jo tako s ponosom nosili. Roko na srce, večkrat tudi pozabili. Ja, majhni, nadobudni, takšni ste bili v očeh svojih staršev in takšni boste še naprej. Pa vendar ste danes tukaj povsem drugačni podobi, z drugačnim razmišljanjem in prepričanjem, kako da ne, ko pa ste že pravi mladostniki. Spoštovane, spoštovani, lepo pozdravljeni in dobrodošli tukaj v dvorani Kulturnega centra Ravne na Koroškem. Na samem začetku iskrena zahvala Lani Ladinek in Žanu Paradižu, ki sta s pesmijo otvorila današnjo slovesno podelitev zlatih petic. Lepo pozdravljam tudi župana občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaža Rožena, ter oba ravnatelja osnovnih šol, gospoda Aljaža Banka in gospod Bojano Verdinek, ter tudi ravnatelja glasbene šole magistra Aleksandra Kotnika. Šola bi morala otrokom predstavljati varno okolje, kjer bodo lahko delali tudi napake, saj le na podlagi teh pridemo do novih spoznanj. O vlogi šole in potrebnih spremembah v sistemu vzgoje in izobraževanja se v zadnjem času veliko govori. Prepričan sem, da se lahko vsi strinjamo, da je šola srce družbe, glava razvoja, je socialno stičišče, je ustvarjalna delavnica in prebivališče mladih, kjer se v socialnem stiku
ustvarjajo priložnosti za izmenjavo znanj in informacij. Ni potrebno posebej poudarjati, da je šola tukaj zaradi otrok. Po mojem prepričanju je pomembno, da je priprava otrok na življenje celovita, tako kot to utemeljujejo 4 stebri. Učiti se, da bi vedeli, učiti, da bi znali delati, učiti se sobivati in učiti se biti. Iz leta v leto najavljam, da smo Ravenčani lahko ponosni na mladež, ki z odliko opravi osnovnošolsko izobraževanje. Tudi letos prav nič drugače. Letos imamo v naši občini, za informacijo lani 24, letos pa kar 34 zlatih petic. Torej 34 učencev, ki so v teh letih ves čas dosegali najboljši učni uspeh. Z lastnim trudom, željo in tudi odrekanjem so vaši otroci dosegli to, kar uspe redkim. Preden spoznamo vsa imena zlatih osnovnošolcev, pa v tem trenutku ravno pravi čas, da vam nekaj spodbudnih besed poda tudi župan občine, ki iz leta v leto dokazuje, da s ponosom gleda na koroški učni podmladek. Vabim torej k mikrofonu doktorja Tomaža Rožena. Spoštovani zbrani, lep pozdrav tudi v imenu občine Ravne na Koroškem. Veseli me, da smo se zbrali danes v tej slavnostni prireditvi, spoštovane učenke in učenci, dragi starši, stari starši, vsi trije ravnatelji, učitelji, razredničarke, razredničarji. Velik ponos mi je, da lahko kot župan in letos tudi kot starš, kot oče pozdravim vse naše najboljše. Vsi, ki ste danes tukaj vabljeni, ste tisti, ki ste v svojem šolskem obdobju dosegli največ, kar se je dalo doseči. Bili ste namreč odlični, če bi se še meril učni uspeh, imeli ste torej povprečje vseh 9 oziroma v letih, ko se točkuje oziroma ko so ocene največje možne povprečje oziroma povprečje nad 4,5. Zato boste danes prijeli občinske petice, ki so dobesedno iz zlata in pa v simbolnem pomenu zlate, kaj ti pomenijo zelo veliko. Pomenijo vaše znanje, ki ste ga osvojili, kar ni samoumevno. Dobiti vedno znova petico namesto 4 je odločitev, ki ste jo morali večkrat sprejeti, večkrat ponoviti snov, večkrat še enkrat pogledati, kaj bodo učitelji zahtevati od vas, in to je veliko vredno. Želim, da bi ta petica za naprej vam predstavljala samozavest, da se boste zavedali, da je na nek način uspeh pred vami. Uspeh ne bo za naprej samoumeven, ne bo zagotovljen, vendar pa ste vseh 34 danes tukaj zagotovo na nek način na poti uspeha, vsaj šolskega uspeha. Želim pa si, da bi ta uspeh nadgradili tudi kot ljudje, da ne bi bili samo odlični učenci, da bi bili tudi odlični ljudje. Da bi znali pogledati svet okoli sebe, da v življenju ne bi videli samo sebe, da bi pomagali drugim, kajti kot razredničarke včasih povejo nam staršem, ne sklepate po svojih otrocih, kako gre drugim otrokom, kajti dejstvo je, da vsem ne gre tako dobro v šoli, kot gre vam danes tukaj zbranim. Zato tudi del te petice pripada vam, staršem, tudi starim staršem. Vi ste namreč ustvarili takšno okolje, v katerem je cenjeno znanje, v katerem je cenjen trud. Vi ste spodbujali svoje otroke, da je učenje in znanje vrednota, in zato zagotovo del petice, ki jo bodo prijeli vaši otroci, pripada tudi vam. Vsi tukaj, jaz kot župan in vsi kot starši, stojimo s ponosom. Ponosni smo na vas, otroci, morda tega ne znamo ali kažemo na različne načine. Torej zagotavljam vam, da vsi danes v dvorani so na vas zelo ponosni. Morda boste zaradi tega dobili tudi kakšno nagrado in želim da bi takšna pot vas vodila tudi naprej. Obenem ta vaš uspeh naj ne pomeni, da bi bili, če lahko rečem bolj mladostno, da bi bili važni, da bi se nosili, da bi bili preveč ponosni na to, kar ste dosegli, ampak ravno prav uravnoteženo, samozavestno ponosni na to, da znate, da zmorete, pa ni bistvo v tej snovi, ki jo zdaj znate, bom rekel, globino matematike, angleščine, slovenščine, kot vse 3 maturitetne predmete, ki vas čakajo,
čez 4 leta na maturi, ampak bistvo je v tem, da se znate naučiti, da znate poglobiti snov, da to želite, da zmorete, da je to vaša lastna odločitev, ki je spodbujena strani okolja, spodbujena stvari staršev, in to se mi zdi še bolj pomembno kot to, koliko matematike, angleščine, slovenščine in drugih predmetov danes znate, ampak to, da se znate naučiti, kajti seveda zaključili ste šele, če lahko rečem, osnovno šolo, čaka vas srednja šola, gimnazija in druge srednje šole, in seveda velika kretnica po 9. razredu še ni tako velika, po sami srednji šoli ena večjih kretnic, kam boste potem šli študirati, sigurno vas vse, ki ste danes zbrani, šolska pot vodi tudi na fakultete, takrat boste pa že izbirali to, v katero smer boste šli. Vsi, tako lokalna skupnost, državna skupnost, Slovenija, država in cel svet pa potrebujemo znanje. Svet vedno znova išče rešitve, kako živeti bolje. Vsi veste, da so pred nami klimatske spremembe, da se nekaj dogaja s planetom in znanje vas bo potrebno, da bomo lahko seveda v miru, blaginji živeli še naprej, čeprav vidimo, kaj se v svetu dogaja, vendar pa vi ste na nek način naša prihodnost in računam na to, da lahko iz naše lokalne skupnosti izidejo tudi ljudje, ki bodo spreminjali sebe, lokalno skupnost in tudi svet, tako da na vaše znanje še računamo in želim vam seveda uspešno šolsko in nasplošno osebno življenjsko pot tudi naprej. Sedaj pa seveda mirno uživajte te počitnice, ki so za vami, v letu ste že imeli, ta teden se neha pouk, tako da vam želim torej čim bolj mirne počitnice, malo se odpočite, 1. septembra pa torej nastopite v novih šolskih klopeh in kot sem rekel, prepričan sem, da boste zelo uspešni tudi naprej in kot rečeno, bodite ne samo odlični učenci, ampak tudi odlični ljudje. Hvala. Hvala lepa županu za besede. V nadaljevanju pa res preden spoznamo vseh 34 oziroma 33, če sem zelo natančen imen, zlatih osnovnošolcev, pa si bomo zdaj spet malo sprostili in si privoščili nekaj glasbe. Vabim torej Lano in Žana. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out of dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I your shit bare. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love reminds me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside of your hand, and you played it to the beat. Baby, I have no story to be told, but I've heard one of you, I'm gonna make your head burn. Think of me as the depths of your despair. Make a home down there as mine sure won't be shared. The scars of your love reminds me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside of your hand, and you played it to the beat. Throw yourself through every open door, count your blessing to find what you look for. Turn my sorrow into treasured gold. You pay me back in kind and reap just what you sow. We could have had it all. We could have had it all. It all, it all, it all. We could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside of your hand,
Hvala Lani, hvala Žanu za glasbeni doprinos v današnjem popoldnevu. Zdaj pa je torej nastopil čas, da pričnemo s podelitvijo zlatih petic. Vsak učenec oziroma vsaka učenka se nam prosim pridruži, ko ga oziroma ko jo pozovemo. Prosim gospod Majdo in gospoda župana, da se mi pridružite na odru in podelita zlate petice, ki bodo ostale učencem, verjamem, da v večnem spominu. Korak bomo v nadaljevanju ustavili na osnovni šoli Prežihov Voranc, a se predtem ustavili še na glasbeni šoli. Zlati petici sta si zagotovili Nika Praznik. Začetki Hollywooda. In zlata petica pripada tudi Zuji. Sem povprašal poprej in so mi rekli, lahko rečem tudi Zuji. Drugače pa Ruja. Zahvala tudi učiteljici glasbene šole, gospe Nadji Rošer. Zlate petice na osnovni šoli Prežihov Voranc so si prislužili naslednji. Prosim tudi vsakega iz dotičnega oddelka, da potem počaka na odru, da naredimo skupinsko fotografijo. Začnemo z 9. oddelkom in najprej na oder vabimo Benjamina Jošta. Z nami Hana Mlakar. Pridruži se Matija Ognjanović. Patrik Pavlin. Pregovor pravi, v tretje gre rado, v tem primeru v drugo gre rado, ne? Vabim Anjo Rožen. Vabim pa tudi razredničarko 9. razreda, gospod Cvetko Petrič, da se nam pridruži in prejme majhno pozornost občine Ravne na Koroškem. In še skupinska fotografija.
V 9B oddelku so si zlate petice prislužili sledeči: Tiara Fortek, z nami Manca Janko, na začetku sem rekel 34 zlatih petic, pa 33 učencev, zato ker ZUJI prejme tudi zlato petico po koncu 9-letnega osnovnega šolanja. In v 9B oddelku vabimo še Blaža Pandeva. Za 9B oddelek je skrbela razredničarka gospa Karolina Kumprej Pečečnik. Prosim, gospa Karolina, pridružite se in prejmite pozornost občine. Še enkrat velik aplavz za vse učence osnovne šole Prežihov Voranc. Čestitamo. No, v nadaljevanju pa se podajemo še na drugo osnovno šolo Koroški Jeklarji, ki prav tako pod streho skriva zlate učence. In to so. Tudi tukaj imamo dva oddelka in najprej korak ustavljamo pri 9A razredu. Z nami Anja Gerhold. Selimo se Klari Hudopisk. Ustavljamo se, upam, da se ne motim pri sestrični, Tjaši Hudopisk. Zlata je tudi Manca Lončar. Zlato petico prejme Nina Mačič.
Z nami Elja Pacek Žibret. Lahko bi rekli moški rešitelj 9.A oddelka. Z nami Leja Perenda. Maša Štumfl. In še zadnja, ki bo zagotovo najhitreje na odru, Ana Vita Verneker. In še pozornost občine Ravne na Koroškem, razredniku 9.A razreda, gospodu Dejanu Hrovatu. Selimo se še k 9.B oddelku osnovne šole Koroške Jeklarji, najprej z nami Nana Bobek. Petica v rokah, kmalu seveda tudi Iza Rjavec. Vabim Emo Gregorc. Pridruži se Lara Jamar. V 9.B oddelku fantje ne samevajo. Prvi je Jošt Jevšnikar. Pridruži se Karin Kotnik. Z nami Žana Krakar.
Sledi podelitev zlate petice Neži Ovnič. Prihaja Tinkara Potočnik. Pa z nami Ožbej Sirk. Zlata petica za Alino Šipek. Metod Vrčkovnik. Neja Založnik. So roke že utrujene? Še enkrat bomo zaploskali, in sicer Ali Žohar. In še razredničarka 9. B oddelka, gospa Janja Spanžel. Tudi v mojem imenu iskrene čestitke in v znak vašega truda vam zdajle še enkrat aplaudiramo. Tako, drage učenke, učenci, starši in vsi ostali, počasi se približujemo koncu današnjega, upam, da za vas posebnega 13. junija in da si boste ta datum z veseljem spravili v predalček spominov kot dan, ko je bilo prizadevanje za vaše učenje, doprinos tudi nagrajeno. In preden sklenemo misli, se v nadaljevanju še zadnjič danes predajamo glasbi. Redki ljudje so še takšni kot ti, vsem se neskončno mudi. Ti me
poslušaš tišini, začutiš stvari, ki jih srce govori. Če po naključju se nama zgodi, da pot med nama se razdeli. Če mene mir prevzame, vem, da na dosegu rok boš zame leti. Ti takšen si, ker brez besed boš povedal, da imaš me rad. In brez besed boš priznal s pogledom takrat, da sva v redu in vse dobro bo, da boš ujel mi modro nebo. Ljudje, ki čutijo kot ti, imajo nekaj, kar v drugih več ni. Tople oči. In kdo še v teh časih besedo drži, upanje v drugem budi. A jaz naslonim se nate, zaupam stvari, ki jih razumeš le ti. Če po naključju se nama zgodi, da pot med nama se razdeli. Če mene mir prevzame, vem, da na dosegu rok boš zame leti. Ti takšen si, ker brez besed boš povedal, da imaš me rad. In brez besed boš priznal s pogledom takrat, da sva v redu in vse dobro bo, da boš ujel mi modro nebo. Ljudje, ki čutijo kot ti, imajo nekaj, kar v drugih več ni. Tople oči. Da sva v redu in vse dobro bo, da boš ujel mi modro nebo. Ljudje, ki čutijo kot ti, imajo nekaj, kar v drugih več ni. Tople oči. Človek človeku bližina se zdi, če mu ob strani stoji. In ne glede, kaj med nama se kdaj zgodi, vem, da ob meni boš ti. Priznam, nisem fanatični ljubitelj filmov, je pa res, da tu in tam tudi moje oko zasledi in pogleda kakšen film. In tako sem že leta nazaj ujel film resnično starejše izdaje, čigar naslova sem razmišljal, pa se ne spomnim. Vem pa, da je ameriški igralec Harold Lloyd igral kmečkega fanta, ki se je bal lastne sence. Vsi okoliški fantje so se spravljali naden, dokler mu nekega dne njegova babica ni podelila talismana in mu zagotovila, da ga je njegov ded nosil med državljansko vojno, ki je imel, tako je vsej rekla, takšno moč, da je tistega, ki ga je nosil, naredil za nepremagljivega. Verjel ji je. In preden je bilo leto naokoli, se ga je že držal sloves najdrznejšega človeka naokoli. In ko je babica začutila, da je dovolj ozdravljen, mu je povedala resnico, in sicer, da je ta talisman le kos stare šare, ki ga je pobrala ob cesti, in da je vse skozi vedela, da potrebuje le vero vase, da zmore vse. No in takšno vero iz srca želim vam, dragi osnovnošolci, septembra že srednješolci. Ostanite prizemljeni, vestni in negujte prijateljske vezi, saj smo skupaj nepremagljivi.
Morda zgolj v opomin in polaganje na srce, kar je danes gospod župan že tudi omenil. Kot profesor in učitelj razredne stopnje že nekaj časa opažam in zelo pogrešam eno stvar pri otrocih in to je empatija. Empatija je sposobnost, ki ti pomaga, da razumeš, kako se nekdo drug počuti in da si predstavljaš, v kakšni situaciji se je znašel. To je zmožnost, da se postaviš v kožo nekoga drugega in razumeš, da se lahko v določeni situaciji nekdo počuti drugače. Vse preveč je dandanes posmehovanja, prikritega zadovoljstva in odkritega veselja ob uspehu vrstnikov. Tudi ta sposobnost vas poleg lepih ocen naredi velike. Postali boste človek z veliko začetnico. Ob koncu vas prisrčno vabim na majhno pogostitev, učence pa hkrati povabim še gospodu Aleksandru na skupinsko fotografiranje, seveda z županom naše občine. Kaj naj vam zaželim? Veliko druženja. Čez leta se ne boste spominjali, kako ste bili na telefonu in pošiljali snape in se igrali. Čez leta se boste spominjali, kako ste se imeli lepo s prijatelji in te trenutke boste radi podoživljali znova in znova. Vse dobro, lepe počitnice in srečno. Zdaj pa torej vabljeni na majhno pogostitev.